Na Bonifiki je Koper pričakal nogometaše Rudarja, ki so v prejšnjem krogu presenetili Maribor. Bilo je 1-1, obe ekipi pa sta zaenkrat v slabi seriji tekem. Brez zmage že 4 tekme in želeli so prekinitev te negativne serije. Že v drugi minuti priložnost za Vročino, ki je meril neugodno, ampak izkazal se je Simčič in žogo uspel odbiti v kot. Kombinacija za rumene, Daniel Pranič, ki se je v prejšnjem krogu izkazal s podajo, tokrat streljal. Odlična obramba Radana, ki je žogo tokrat uspel odbiti v kot za ekipo Kopra. Potem pa prekršek na robu 16 metrov in prosti strel za nogometaše Rudarja. Šime Gregov je prejel še rumeni karton in to je bila priložnost za goste. K žogi je stopil Vročina in takole zabil za prednost gostujočega moštva. Nemočen je bil Vasja Simčič in Vročina je zatresel mrežo skozi. Živi zid je poslal žogo v mrežo domačega moštva in Rudar je povedel v 16. minuti. Že v naslednji akciji bi lahko gostje povišali prednost, vratnico iztresel Pišek, to je bil odličen strel, ampak žoga v okvir gola, potem pa Dominik Glavina 0-2, lepa kombinacija gostov, podal je Babič Glavina, pa je žogo zabil mrežo in takole prevaral koprsko obrambo, na koncu premagal še Vasjo Simčiča in prednost je bila že nekoliko višja, tekla je 21. minuta. Do konca prvega polčasa še napad za Kanarčke, podal je Pranič in našel Muslimoviča, ki je z nekaj sreče žogo vendarle stlačil mrežo za znižanje zaostanka 1-2. Zlatan Muslimovič je bil pred vrati najspretnejši. To je bil tudi izid prvega polčasa, na koncu Rudar Koper 1-2. Drugi polčas in prvi napad za Knape. Takoj žoga proti Vročini, ki je bil izjemno dobro razpoložen. Lepo je pregraval, prišel mimo Gregova, z obrambo se je izkazal Simčič. Napad za Koper, to je bila velika priložnost za izenačenje. Najprej Muslimovič, odbito žogo pa je ustrelil Pučko, izkazal se je Radan. Po kotu priložnost za Koper, žoga daleč na drugo vratnico, Štromajer je streljal v okvir gola, a obramba vratarja Radana in potem kombinacija za Koprčane, priložnost za Praniča, podal je z leve, žoga pa je skoraj končala v golu, kajti zatresla se je prečka. Velenjčani so bili učinkoviti, tekla je 69. minuta, podaja z desne, izjemen zaključek Glavine za prednost 3-1. Lepo je žogo preusmeril mrežo in povišal prednost Velenjčanov. Žoga je prišla proti Lotriču, ki je podal visoko žogo pred vrata, izjemno pa se je znašel Glavina, ki je zabil še 3. gol v domačo mrežo. 2 gola je zabil Dominik Glavina in tole je bil še napad za Velenjčane. Podaja z desne Bolhe, izjemno pa Glavina za 3. gol tega nogometaša in klasični hat-trick. 3 goli v mreži Simčiča strani Glavine, enega je dal še Vročina in Velenjčani so tekmo odločili v 74. minuti. Podal je Bolha, Glavina je zaključil neobranljivo in Koper je bil v zaostanku 1-4. To je bila še zadnja resnejša akcija tekme. Rudar je zabil 4 gole in domov odnaša nove 3 točke. 2 hitro prejeta zadetka, po katerem se je bilo izredno težko vrniti v igro. A kljub temu smo bili, lahko rečem, zelo blizu. V nekem momentu pri 2-1 je Pučko imel zelo veliko priložnost za izenačenje in na koncu nam ni uspelo vseeno. Pa ja mislim, potpuno zasluženo smo pobedili, zmagali. Mislim, da smo zmagali povsem zasluženo, da smo bili od prve minute boljši na igrišču, bolje stali na igrišču. Prišli smo hitro v vodstvo in potem prejeli gol od ekipe Kopra z našo napako. Koper ima res izjemno ekipo z imeni kot so Pranič, Ivričič, Muslimovič, res izjemni posamezniki. Mislim pa, da je Rudar danes pokazal, da se lahko meri z najboljšimi ekipami v ligi povsem enakovredno. V ovoj naši ligi, da se nosi ravnopravno.